Ja, pozdravljeni, najlepša hvala za vabilo. Bom poskušala kar najprej deliti svoje, svojo prezentacijo. Takole. Torej, ja, zaposlena sem v ihtiološki zbirki Prirodoslovnega muzeja na Dunaju in vem, tukaj v ozadju tudi vidite okrog mene vse ribe. Dejansko tudi moja pisarna je polna muzejskih preparatov. Drugače sem študirala biologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, tam sem tudi doštudirala, pravzaprav sem si izbrala smer molekularna biologija in sem potem doktorirala pravzaprav pri profesorici Jerneji Ambrožič, diplomirala najprej na osnovi bakterij, potem pa sem se preselila na Rodico, kjer je bil moj doktorat posvečen v bistvu populacijski genetiki rib. Kmalu zatem sem bila na kratko zaposlena na področju humane genetike, ki pa moram kar takoj priznati, me ni pretirano zanimala in sem imela potem kmalu srečo, da sem bila v bistvu povabljena, da prevzamem mesto menedžerja ihtiološke zbirke na Prirodoslovnem muzeju. Tako da danes bom malo predstavila zbirke na splošno. Pustite, ampak nekako mi ne dela. Bom poskusila še enkrat, ker... Mislim, da je težava v tem, ker imate najbrž dva ekrana, ne? Ja? Ja. Se lahko... Super. Sem ga že izklopila? Ja. Sem izklopila en ekran. Evo, super. Odlično, ja. Hvala. Torej, predstavila vam bom malo zgodovine muzejskih zbirk in pomen muzejskih zbirk, delo, ki v njih poteka in potem tudi nekaj primerov naše raziskovalne dejavnosti. Nastanek muzejskih zbirk sega nekje v čas tako imenovanih sob čudes, kjer je elita, aristokrati so zbirali mogoče kakšne eksotične primerke iz svojih popotovanj in so jih potem predstavljali, razkazovali svojim prijateljem. To so bili lahko resnični eksotični primerki ali pa so bili mogoče malo predelani eksotični primerki. Tukaj na sliki vidite našega baziliska. Vsi, ki ste gledali filme ali pa prebrali knjigo o Harry Potterju, veste, da v resnici bazilisk izgleda popolnoma drugače in to je mogoče tudi zaradi tega, ker ta naš bazilisk je v bistvu prirejen, izrezan morski skat, tako da izgleda kot morska pošast. Se opravičujem, ampak spet ne morem predstavljati. A slišite me v redu, zato ker ne morem predstavljati prezentacije? Nastanek muzejskih zbirk potem sega naprej. Na začetku so se zbirali preparati, ki so bili obstojni sami po sebi, to so bile kakšne školjčje ali pa polžje lupine, to so bili kakšne tudi lahko okostja, kasneje so sledili nagačeni preparati in nato objekti shranjeni v alkoholu. Se pravi, nekje pred 200 leti se je začelo shranjevanje objektov v alkoholu. Poskušali se je tudi z drugimi tekočinami, ampak alkohol se je izkazal za najbolj ustreznega za prezervacijo preparatov. Do te mere, da so bili v... Prosim? Se opravičujem, mi pa ne vidimo vaše prezentacije zdaj. Pa če date samo PowerPoint, pa ne date na predstavitev, samo da slajdi grejo naprej, pa malo povečate, če že... To lahko... Si pripravila ravno zaradi tega tudi PowerPoint, tudi PDF predstavitev.
Kole bo v redu? A me slišite? Jaz ne vidim ničesar, ostali vidite. Ne, zaenkrat nič. Nič ne vidimo. Ne. Mhm. Ja, se opravičujem, jaz res ne vem, tako za zamikom vas tudi slišim. Kole bo v redu? Super. Tudi se vidi, ja. Okay. Do tukaj ste baziliska ste še videli? Ja. Ja. Tako. No, potem bom pa tukaj nadaljevala. Se pravi, alkohol se je začel uporabljati nekje pred 200 leti, do te mere, da so tudi mogoče kakšne padle vojne junake shranjevali v alkoholu, zato da bi jih lahko potem kasneje pokopali z vsemi vojaškimi častmi. En tak primer je bil recimo Lord Nelson, ki je padel v bitki pri Trafalgarju in je bil potem za to pot domov z ladjo shranjen v sod brandija. Takrat uporabljanje alkohola, to je bilo značilno za takratno uporabo alkohola, da ni bil visoko koncentriran in zaradi tega so tudi pri Lordu Nelsonu brandi morali večkrat zamenjati, zato da je v približno, bomo rekli, da je v ustreznem stanju prispel na svoj pogreb. Je bilo pa zanimivo tudi to, da se je razvila prava znanstvena debata, če ne bi bilo mogoče slučajno boljše, da bi ga shranili v rumu. Potem od leta 1900 naprej se je začel uporabljati formalin. Formalin je zelo v redu, fiksativ, ker izjemno hitro zaustavi ta proces razkroja in zaradi tega ohrani preparat v zelo dobrem stanju. Je pa zelo toksičen in tudi kancerogen, zaradi tega se po fiksaciji s formalinom preparate običajno po nekaj dnevih prestavi naprej v alkohol za trajno prezervacijo. Je pa tudi predvsem za kasnejše opisane molekularne metode, o katerih bom govorila, za dedni zapis je formalin neugoden, saj ne omogoča zares dobro ohranjanje DNK. Se pravi, nekje tudi okrog 200 let nazaj so se monarhije odločile, da se bojo aktivno lotile zbiranja naravnega življa in so tudi temu namenile čas in denar. Bile so organizirane številne ekspedicije v različne konce sveta z namenom nabiranja naravnega materiala za v zbirke. Poleg tega so tudi vojska in mornarica so zbirali na svojih poteh, na svojih misijah tudi različno objekte iz narave in jih pošiljali v muzejske zbirke. En tak primer je bil pri nas recimo brazilska ekspedicija, ko je v čast poroke Leopoldine, hčerke Marije Terezije in Dom Pedra, ki je bil takrat kronski princ, kasneje pa tudi portugalski kralj, je bila organizirana ekspedicija v Brazilijo. Originalno naj bi ta ekspedicija trajala 2 leti, vendar pa se je eden od glavnih vodij te ekspedicije v Braziliji tudi zaljubil, poročil in ostal tam 17 let in je recimo vseh teh 17 let aktivno zbiral in dokumentiral, zelo natančno dokumentiral in tudi pošiljal ves ta material, vse te objekte nazaj k nam v muzej. Tako so muzeji potem postali največji arhivi biotske raznovrstnosti, ki obsegajo taksonomsko, prostorsko in časovno raznolikost. To pomeni, da v muzejih, v muzejskih zbirkah pod eno streho najdemo živali in rastline iz številnih različnih vrst,
pa tudi bioloških rodov in družin. Hkrati obsegajo muzejske zbirke široka geografska področja, lahko rečemo iz celega sveta, in zato, ker so stare, približno maksimalno 400, ampak recimo običajno do 200 let stare zbirke, obsegajo tudi to časovno raznolikost v smislu, da imamo primerke neke vrste izpred 200 let in danes. Muzejske zbirke imajo izjemen pomen tudi, ker obsegajo redke vrste, mogoče že v tem času izumrle vrste ali pa vrste iz trenutno nedostopnih ali pa na splošno nedostopnih, težko dostopnih območij, in omogočajo raziskave demografskih in klimatskih sprememb, ravno zaradi te časovne in geografske komponente. Hkrati pa lahko v muzejskih zbirkah zbrane objekte preučujemo relativno enostavno, se pravi brez birokratskih ovir. Vkolikor bi želeli v današnjem času si podrobno pregledati recimo eno široko razširjeno vrsto, predstavnike recimo iz cele Evrope, bi bilo to praktično nemogoče, saj je zelo težko pridobiti dovoljenja za nabiranje, dovoljenja za izvoz v toliko različnih državah. Čisto na kratko sem želela samo omeniti, kaj je zdaj ta biotska raznovrstnost. O njej se veliko govori, biotski pestrosti, biodiverziteti, kako je pomembna za naše življenje. Najbolj poenostavljeno je biotska raznovrstnost število vrst na določenem območju. V evolucijskem smislu je zelo pomembna tudi pestrost znotraj vrst, genetska pestrost, ki omogoča vrstam, populacijam, da se prilagajajo na različne spremembe v okolju. Vendar ta pestrost znotraj vrste pogosto ni tako izpostavljena, ko govorimo o biotski raznovrstnosti. Ponavadi, se opravičujem, vedno naredim isto napako. Ponavadi govorimo o biotski raznovrstnosti takrat, ko govorimo o številčnosti vrst. In biodiverziteto lahko pravzaprav zaščitimo, samo da jo na nek način kvantificiramo. In tukaj potem pride v ospredje taksonomija, in to je pravzaprav razvrščanje, poimenovanje biotske pestrosti, ki jo vidimo v naravi, v neke kategorije taksone. Te so hierarhično urejeni, ampak kot sem že omenila, neka osnovna kategorija, osnovni takson je vrsta. Vrste so pravzaprav umetne kategorije, evolucija poteka kontinuirano, in zato opišemo to naravno pestrost, ki jo opazimo v naravi, glede na neke koncepte, glede na neke kriterije, ki smo jih določili. Trenutno obstaja, mislim, da 26 različnih vrstnih konceptov, ki imajo svoje določene kriterije, kaj naj bi to vrsta bila. Kljub temu, da govorimo o umetnih kategorijah, poskušamo z vrstami kljub temu slediti naravni pestrosti, ki je strukturirana. Kar pomeni, da tudi v naravi lahko opazimo, da so določene vrste oziroma da so določene skupine organizmov bolj ali manj sorodne, da so si bolj ali manj podobne. Hkrati so vrste še posebno pomembne v Evropi, zaradi tega, ker naša zakonodaja zaščite biodiverzitete pravzaprav temelji na zaščiti posameznih vrst. Recimo v ZDA priznavajo tudi evolucijsko pomembne enote, to so mogoče populacije, ki imajo pomen za določeno okolje. Vrste opišemo na različne načine, lahko jih opisujemo na osnovi telesnih razlik.
To so recimo pri ribah lahko mogoče razlikujemo sorodne vrste po številu vretenc, ali pa lahko si pogledamo vzorec ali pa število lusk na določenem delu telesa. Lahko pa se vrste opisujejo tudi na osnovi razlik v dednem zapisu. Pravzaprav naj bi telesne razlike bile vidne tudi v dednem zapisu, se pravi, gre pravzaprav nekako za isto stvar, vendar pa pri opisovanju vrst s pomočjo dednega zapisa ponavadi uporabljamo molekularno analizo. Obstajajo tudi drugi načini razlikovanja vrst, na primer ekološke razlike. Vsaka od teh opisov oziroma ločevanja vrst ima svoje prednosti in svoje slabosti. Za opisovanje različnih vrst na osnovi telesne značilnosti, se pravi uporaba morfologije, je izjemno praktična, ko smo na terenu in ko želimo takoj prepoznati, opisati vrste, ki se v določenem okolju nahajajo. Se pa lahko zgodi, da analiza morfoloških značilnosti ni uspešna, in sicer lahko je zaradi pomanjkanja morfoloških značilnosti, se pravi, da v bistvu vrste, ki so sicer po genetskem zapisu različne, na prvi pogled niso razpoznavne druga od druge. Lahko pa se zgodi tudi obratno, da jim opazimo ogromno nekih razlik med skupinami organizmov, ki pa so posledica njihove plastičnosti, njihove prilagoditve na okolje. Kadar opisujemo ali pa razločujemo vrste na osnovi genetskih značilnosti, na osnovi dednega zapisa, govorimo, da uporabljamo molekularno-taksonomske metode. Obstajajo dokaj enostavne molekularno-taksonomske metode, vedno so sicer povezane z uporabo laboratorija, tako da niso primerne recimo za teren. Poleg tega pa, če želimo narediti natančno analizo, pogosto so potem povezane tudi z višjimi stroški. En lep način razlikovanja vrst so lahko tudi njihove ekološke lastnosti. Pri ribah so recimo je mogoče to globina, na kateri se drstijo, ali pa čas, v katerem se drstijo, da imajo podobne vrste različne čase drstitve. Lahko je to recimo tudi, da imajo podobne ptičje vrste, se razlikujejo po njihovem petju, vendar pa je ta način ponavadi povezan z dolgoročnim opazovanjem bioloških sistemov, kar pomeni, da potrebujemo več časa. Muzejske zbirke so se tradicionalno ukvarjale z opisovanjem novih vrst, takrat seveda še več ali manj na osnovi morfoloških značilnosti. Zato je tudi en najbolj vrednih delov vseh muzejskih zbirk, so tipski primerki. In sicer to so prav točno tisti organizmi, prav tisti primerki, na osnovi katerih je bila cela vrsta opisana. In kadarkoli potem želimo opisati novo vrsto ali pa želimo narediti revizijo kakšnega biološkega rodu ali pa družine, moramo primerjati to novo vrsto s čimer predvidevamo, da je njej najbolj sorodna vrsta, s tipskimi primerki te najbolj sorodne vrste. Muzejske zbirke so bile od nekdaj vključene v zaščito biotske pestrosti. To je recimo bilo en tak lep primer, je bilo tanjšanje jajčnih lupin, ki je bilo povzročeno zaradi DDT-ja. Zgodilo se je to, da so primerjali jajčne lupine iz muzejskih zbirk pred uporabo DDT-ja in po uporabi DDT-ja in so lahko znanstveniki dejansko pokazali, da je DDT povzročil tanjšanje jajčnih lupin in s tem močno ogroža ptičje populacije.
Tudi naša ribja zbirka ima vse te lastnosti zbirk, je izjemno taksonomsko, prostorsko in časovno pestra. Imamo tako redke kot tudi, kar predvidevamo, izumrle ribje vrste in tudi objekte iz nedostopnih območij. To naj bi bila druga največja zbirka v Evropi, takoj za londonsko. In sicer imamo nekje 100.000 inventarizacijskih številk, pod katerimi se skriva eden ali pa več objektov, in imamo nekako oceno, da imamo približno 1 milijon rib v naši zbirki. Večinoma so to alkoholni preparati, imamo pa tudi nekaj skeletov in nekaj nagačenih preparatov. Imamo tudi številne tipske primerke, se pravi, vrsta je bila opisana po enem ali večjih tipskih primerkih in pri nas je nekje skupin tipskih primerkov, ki predstavljajo približno 2300 različnih vrst. Naša zbirka obsega približno 52% svetovne ribje favne, se pravi približno 22% vseh poznanih ribjih vrst. Naša geografska območja, poudarek je na geografskih področjih obeh Amerik, Severne in Južne Amerike. Kot smo že slišali, ogromno imamo iz Brazilije, ampak tudi iz drugih delov Južne Amerike. Potem zagotovo iz Evrope, iz Avstro-Ogrske monarhije, pa tudi velik poudarek je na Bližnjem vzhodu. Zbirka je stara tam nekje približno 200 let. Muzejske zbirke so se že od nekdaj, so imele različne aktivnosti, ki se lahko nekako povežejo v 3 sklope. Ukvarjamo se z urejanjem teh ogromnih zbirk, s prenosom znanja, kar je tudi Anita omenila v uvodu. Zelo pomemben del muzejskih zbirk in muzejev, prirodoslovnih muzejev, je prenos znanja iz znanstvene sfere v javnost, in pa ukvarjamo se z raziskovalno dejavnostjo. Naša zbirka je približno 3/4 digitalizirana, kar pomeni, da imamo 3/4 zbirke že v elektronski bazi podatkov. Kljub temu pa obstajajo tako imenovane črne luknje pri nas v kleti, neobdelan material, ki ga je potrebno še določiti, ki ga je potrebno še urediti. Prenašanje znanja imamo seveda razstavni prostor, kjer so stalne in pa občasne razstave. Zelo veliko se pa v zadnjem času prenaša znanje preko različnih delavnic. To so velikokrat delavnice za otroke, včasih pa tudi za odrasle, kjer se predvsem prenaša znanje oziroma predstavlja naše delo v muzejih. Velik poudarek pa je tudi na pomenu biodiverzitete in njenega ohranjanja. Muzejske zbirke, naše in druge, so zelo pomemben del kot podpora raziskovalni dejavnosti drugih znanstvenikov. Namreč ravno vse to, kar sem že večkrat omenila, ta geografska širina, potem pomanjkanje birokratskih ovir, pa tudi časovna komponenta, ki jo zbirke obsegajo, je zelo praktična za razne raziskave. Ko znanstvenik želi delati kakšne revizije ali pa ko ga zanimajo široka skupina rib, lahko si pomaga z muzejskimi zbirkami in najde vse, kar potrebuje v eni instituciji ali pa mogoče v 3, če obišče 3 največje ribje zbirke v Evropi. Imajo pa muzejske zbirke in tudi naša zbirka lastne raziskovalne dejavnosti.
Pri nas se ukvarjamo še vedno z morfološkimi raziskavami. Velik del našega raziskova je pravzaprav tako detektivsko delo, kjer se ukvarjamo z raziskovanjem zgodovinskih virov. Smo pa te tehnike nadgradili tudi z molekularnimi metodami. Poleg tega so še ena mogoče nova ali pa novo poimenovana metoda, so tako imenovani citizen science projekti, kjer se v raziskovalne projekte vključuje laike. Pri nas poteka projekt, kjer poskušamo čim bolje opisati oziroma določiti razširjenost vrst pisancev, to so take majhne ribe, v Avstriji, kje je kakšna vrsta razširjena, in smo si za pomoč omislili dve skupini, to so šolarji in pa ribiči. Oni nam pomagajo na terenu pri zbiranju vzorcev, ribice ulovijo in jih potem povzorčijo s pomočjo brisov, s pomočjo takih kitov, ki smo jih pripravili, in nam potem vzorce pošljejo na analizo nazaj v zbirko. Kot sem že omenila, je molekularna taksonomija ločevanje vrst na osnovi razlik v dednem zapisu. Včasih uporabljamo lahko bolj enostaven pristop, to je tako imenovan pristop z enim genom, ali pa, kot se imenuje, tudi črtno kodiranje. To pomeni, da je točno določen gen oziroma zaporedje točno določenega gena pri vseh organizmih se uporablja predvsem za identifikacijo te vrste. Se pravi, da se molekularna taksonomija s tem enostavnim pristopom pogosto uporablja kot dodatek k opisovanju vrst s pomočjo morfoloških značilnosti, predvsem zaradi tega, ker je ta pristop z enim genom enostaven in poceni, ampak tudi omejeno informativen. Zato se v zadnjem času v molekularni taksonomiji vse bolj uporablja genomski pristop. To ne pomeni, da dejansko določimo zaporedje celotnemu genomu, vendar pa si izberemo delčke po celotnem genomu, veliko število delčkov, ki jih primerjamo med različnimi skupinami organizmov in s pomočjo statističnih metod ugotovimo razliko med njimi, tako da lahko na podlagi teh razlik potem ovrednotimo, ali gre za novo vrsto ali ne. Metode molekularne taksonomije so pravzaprav enake svežo ali z staro DNK, ampak ima ta stara DNK določene lastnosti. In včasih je veljalo vse skupaj se pravi DNK, ki smo jo izolirali iz muzejskih vzorcev, ali pa DNK iz starega materiala, je vse veljalo za starodavno DNK. V zadnjem času pa, ker je to področje vse bolj popularno, se razvijajo podpodročja. Tako je v muzejih shranjena DNK, ki pa pravzaprav ni bila mišljena za analizo, kar se takrat še ni poznalo, umetno fiksirana in prezervirana, iz umetno fiksiranih in prezerviranih objektov se imenuje historična DNK, medtem ko se je starodavna DNK ohranila za to naravno prezervirano, recimo za kakšne mumificirane primerke ali pa za primerke shranjene v permafrostu, ki pa so tudi ponavadi precej starejši od muzejskih zbirk. Zagotovo ste že slišali, v medijih je bilo večkrat omenjeno, recimo, da so sekvencirali genom mamuta, ali pa recimo lani, da je bila Nobelova nagrada za medicino podeljena za raziskave DNK neandertalcev. Pri nas v muzejih, kot rečeno, se ukvarjamo s tako imenovano historično DNK, ki ima te svoje lastnosti v primerjavi s svežo DNK in jih moramo pri našem delu tudi upoštevati. Ta DNK je precej fragmentirana, degradirana,
je nizko koncentrirana, kemično modificirana, to je recimo predvsem za objekte shranjene v formalinu. Formalin povzroči, da se DNK poveže z proteini, kar zelo oteži njeno analizo in tudi močno je kontaminirana. Tukaj na sliki vidite dva grafa od sveže DNK in od historične DNK in vidite tako razliko v fragmentih. Sveža DNA je tudi do 14.000 baznih parov dolga in tudi v količini DNK je precejšnja razlika. Historična DNK je kratka, tam do 270 baznih parov in jo je veliko manj. En velik problem je tudi kontaminacija. Tukaj je en primer enega morskega psa, ki je bil opisan samo iz 2 primerkov, shranjenih v muzejskih zbirkah. En primerek je tukaj pri nas na Dunaju, drug primerek pa v muzeju v San Franciscu. In pa morski pes, ki je bil opisan na osnovi telesnih morfoloških značilnosti, nikoli še ni bil opažen v naravi, kar pomeni, da raziskovalci predvidevajo, da je pravzaprav izumrl še preden bil ulovljen oziroma opažen. Mi pa smo poskusili narediti še molekularno analizo, da bi mogoče malo več izvedeli o tem morskem psu, pa smo v bistvu pri analizi kot rezultat dobili samo DNK praktično vseh živali in rastlin, s katerimi se je kadarkoli delalo v našem laboratoriju, zraven pa še DNK verjetno tega raziskovalca, ki se je z tem morskim psom ukvarjal. In to kljub temu, da imamo prilagojeno delo, v našem muzeju imamo tako imenovano čisto sobo, ki ima nadtlak, kar pomeni, da zrak izteka iz prostora in ki jo tudi redno čistimo z kemičnimi čistili na osnovi belila, na osnovi klora, pa tudi redno obsevamo z ultravijolično svetlobo. Kljub temu, kot rečeno, so kontaminacije še vedno velik problem. Za konec bom povedala še nekaj primerov iz naše raziskovalne dejavnosti in zakaj nam pravzaprav te zakladi preteklosti, se pravi primerki iz muzejskih zbirk, omogočajo boljšo prihodnost. Prvi primer je taka klasična pravzaprav taksonomija in namreč gre spet za pisance, ki sem jih danes že omenila. Pri pisancih je ta problem, to so majhne sladkovodne ribice. Njihov problem pravzaprav je, da na začetku je bilo vpisanih kar nekaj vrst, recimo temu pred 200 leti ali pa pred 150 leti, potem pa ravno zaradi pomanjkanja teh morfoloških značilnosti so bile vse vrste sinonimizirane, se pravi združene v eno samo vrsto, ki naj bi bila razširjena od Evrope pa vse do Daljnega vzhoda. Potem se pa z molekularnimi analizami izkazalo, da so pisanci izjemno pestri in da trenutno mislim, da imamo 23 različnih genetskih linij samo v Evropi. Ker smo za raziskavo imeli na voljo tudi vsaj nekaj tipskih primerkov, ki so bili takrat opisani pred 200 leti, smo s pomočjo te genetske analize povezali te tipske primerke z posameznimi genetskimi linijami, ki so bile odkrite zaenkrat v Evropi. In tako smo vsaj delno lahko razrešili, se pravi lahko poimenovali vrste in vsaj delno lahko opišemo biotsko raznovrstnost pisancev v Evropi. Pri pisancih je potem še en problem in sicer pri pisanci nekako ne sledijo, se pravi pri ribah je običajno tako, da je posamezna vrsta razširjena v enem porečju. Se pravi, da sledijo nekim hidrološkim regijam.
Pri pisancih se je to izkazalo, da ni ravno, da pač je razporeditev vrst drugačna, pri čemer ni bilo jasno, ali je to posledica nekih preteklih povezav, mogoče med rečnimi sistemi, ali pa je šlo za vnašanje vrst. Pri ribah se pogosto ribe se je pogosto prenašalo, vnašalo v različne vodne sisteme. Tudi pri pisancih je znano, da so bili bodisi uporabljeni za žive vabe ali pa so jih vlagali kot hrano postrvem. Tako da so se pa ribji vnosi večinoma začeli dogajati od leta 1950 naprej. Tako da smo s pomočjo teh vzorcev, ki jih imamo shranjenih v ribjih zbirkah, lahko primerjali, kakšne so bile razporeditve vrst, razširjenost pravzaprav vrst pisancev pred in po teh masovnih vnosih, zato da smo lahko določili, kje so katere vrste pisancev avtohtone, naravne in kje so bile vnešene. Tukaj je sicer primer Avstrije, ampak podobno strategijo smo uporabili za celo Evropo. In ravno tako kot posledica vnosov in neavtohtonih vrst je bil naš naslednji primer, in sicer to so postrvi iz Lombardije. V Lombardiji je veljalo, da ravno zaradi teh masovnih vnosov postrvi naravna, avtohtona genetska linija več ni prisotna, kar je seveda olajšalo življenje upravljavcem teh vodnih virov, saj če nimaš nič posebnega oziroma če si že vse uničil, potem ni potrebno ničesar več ščititi. Vendar pa so raziskovalci, ki so raziskovali postrvi v Lombardiji, kljub temu, čeprav precej skrižano, odkrili, kar se je njim zdelo, naravno genetsko linijo postrvi tudi v Lombardiji. Takrat so nas kontaktirali in prosili, da če bi lahko naredili molekularno analizo in preverili, kakšne so bile genetske linije postrvi, se pravi pred temi masovnimi vnosi. Naš najstarejši primerek je bil recimo iz leta 1821 nabran v Gardskem jezeru. In dejansko smo lahko s primerjavo teh vzorcev, se pravi izjemno starih vzorcev do 150 let nazaj, in pa sodobnih vzorcev, ki so bili pred kratkim nabrani, lahko potrdili, da ta naravna genetska linija postrvi še vedno obstaja tudi v Lombardiji in da bi bilo jo dobro vsaj do neke mere zaščititi. Podobno pozitivna zgodba je bila tudi z eno tako majhno ribico, ki se imenuje Pelasgus epiroticus in ki je bila opisana in je razširjena pravzaprav samo v Grčiji. Opisana in nabrana je bila v jezeru Pamvotis, od tam so tudi naši tipski primerki, potem pa je iz tega sistema, iz tega jezera izginila in je veljala za izumrlo. S pomočjo molekularne analize smo lahko ugotovili, da sicer, ker pač tam ni več možno ujeti v tem jezeru, da pa še vedno vrsta živi v sosednjih vodnih sistemih, torej ni izumrla. Za konec pa še tudi en tak naš, recimo temu najbolj eksotičen primer, in sicer se gre za električnega skata. Če se bo zdaj videla, si ga kar prinesla danes iz kleti. Ta skat je bil opisan leta 1898 in ga je opisal Franz Steinbachner. To je en tak neverjeten kurator, ki je v naši zbirki delal od leta 1860 do svoje smrti, leta 1919, in je celotno svoje življenje posvetil raziskovanju rib. Opisal je v svojem življenju, v svoji karieri več kot 1000 novih vrst rib, med drugim tudi tega skata. Skat Torpedosusi je električen skat, oddaja električne pulze, s katerimi lovi plen ali pa tudi mogoče se brani, in velja za
verjetno izumrlega. In sicer skati se razlikujejo po teh vzorcih, ki jih imajo na koži, in zaradi tega markantnega vzorca, ki ga Torpedo susi ima, ki izgleda kot neke take pike žirafe mogoče, se predvideva, da bi se ga, vkolikor bi še plaval v morjih, tudi opazilo. Je pa res, da je bil opisan iz Rdečega morja, iz Jemna, ki ni ravno najbolj dostopno območje v zadnjih letih za raziskovanje. Prav tako pa je za skate značilen bentoški način življenja, kar pomeni, da so precej sramežljivi in jih je tudi v naravi težko opaziti. Trenutno zato kljub vsemu velja, da obstajajo samo 3 znani primerki. Vsi 3 primerki tega skata so pri nas v zbirki. Na začetku naše raziskave sta bila pravzaprav samo 2 primerka, pa potem smo tekom raziskave odkrili tudi ta 3. primerek nekje v kleti pod napačno označen nalepko. In smo potem s pomočjo raziskovanja zgodovinskih virov, to so bile recimo te originalne kartice, ki so spremljale ribe, ko jih je ta kurator opisal, pa tudi s pomočjo dnevnikov, ki so jih vodili na ekspediciji, ko je bil ta skat ulovljen, smo lahko določili natančno lokacijo, ki prej ni bila znana, kjer je ta skat bil ulovljen, pa tudi globino in celo podlago, na kateri so bili te 3 primerki ulovljeni. Nato smo poskusili tudi z DNK ekstrakcijo in imeli neverjetno srečo. Ta 150 let stari skat je imel DNK odlične kakovosti in smo jo uspeli analizirati, se pravi ne samo enega samega gena ali pa recimo te črtne kode, temveč kar delčke celega genoma. Glavni problem pri tej raziskavi je potem bil, da pravzaprav nam manjka primerjalni material. V tem rodu torpedov je trenutno veljavnih opisanih 11 vrst, DNK pa obstaja v bazah podatkov mogoče samo za 5 oziroma 6 vrst, pa še to samo za en gen. Vendar pa naša raziskava je kljub temu lahko pač v primerjavi z znanimi podatki potrdila, da to dejansko je veljavna vrsta, ki ni identična po DNK drugim vrstam, za katere imamo podatke. Prav tako je zbiranje takšnega materiala, se pravi DNK materiala, izjemno pomembno ravno za vrste, ki se nahajajo mogoče v težko dostopnih območjih, jih je težko uloviti. Tako smo iz muzejskih primerkov ne samo v primeru tega skata, ampak na splošno se muzejski primerki uporabljajo za pridobitev DNK morskih bitij. Predvideva se, mislim, da imamo v bazah podatkov DNK samo približno tretjine vseh rib, ki plavajo po morju. Ideja pa je, da določimo DNK iz muzejskih primerkov, potem pa lahko s pomočjo okoljske DNK, se pravi tudi, ko ribe ne ulovimo, ampak samo iz morske vode uspemo izolirati njeno DNK, lahko spremljamo biodiverziteto v morjih in pa tudi spreminjanje te biodiverzitete v morjih. Tako lahko mogoče upamo, da se bo tudi v primeru našega torpeda izkazalo za pozitivne novice in da bo mogoče potem ponovno odkrit. Jaz upam, da sem vas prepričala o pomenu muzejskih zbirk, se pravi, to so naši zakladi preteklosti, raziskovanje primerkov iz muzejskih zbirk, predvsem zaradi prostorske in časovne komponente, nam omogoča, da bolje razumemo in morda tudi zaščitimo biodiverziteto v prihodnosti. Tako da to bi bilo z moje strani vse.
in hvala za pozornost. Anja, najlepša hvala.